Bi lahko živeli brez svojih sanj? Bi zmogli premikati meje nemogočega? Naprezamo se, rastemo, skušamo priti višje, globlje, ne glede na to, kdo smo in kakšnim sanjam sledimo. Ni bil človek, ki bi stopil v ospredje, vedno je raje poslušal. In kar se kaže tudi pri kockah, da jih ni uveljavljal, ampak je delal to bolj za sebe, za svoje užitke, za svoje neužitke ali pa za svoje raziskovanje, do katere mere lahko pride, a ne. Tako da je kolesaril je veliko, ne, in tudi te recimo Großglockner po Sloveniji in tako naprej je prekolesaril. Tekel je rad in to vzdržljivostne teke. Tudi v pobrateni občini Vrhnike v Gonarsu je 24 ur tekel in tam pretekel, ne vem, okrog 155 kilometrov. Tako da ga še ni noben Vrhničan, čeprav so ga skušali. Potem je s smučmi, smučarski tek. V glavnem je bolj te vzdržljivostne športe imel. To, da je šel do svojih zmogljivosti, užival v naravi. Vsesplošni bil, tudi se je zavzemal za krajevno skupnost, bil tudi predsednik krajevne skupnosti in tudi organiziral, da smo tukaj cesto dobili asfaltirano, elektriko, vodovod, tudi po Stari Vrhniki so ceste asfaltirali. En vzgled je bil družini, je bil pa, kar se tiče otrok, so vedeli, kdaj morajo nehati. Nikoli ni glasu povzdignil, ampak je rekel božje, božje. In to so otroci dojeli, da je treba prekiniti. Ja, kot mentor je bil med dijaki priljubljen. Spominjajo se ga kot sicer resnega, doslednega pedagoga, ampak je znal razumeti mladost. Tisti, ki jim je šlo slabše, jim je pač pomagal. In prav s kockami jih je navdušil in so fantje že začeli tudi kocke delati, da so začeli še v drugo smer razmišljati, ne samo tisto, da bo to nekoč njihov poklic, pa ali ga bojo imeli radi ta poklic ali ne in tako naprej, ampak da vzljubijo frezanje kot lepoto. Delali so iz aluminija, ker je to lažje obdelovati, kakor pa nerjavečo jeklo. Tudi cenejše, a ne.
In moram reči, da so fantje, kakor je pripovedoval, uživali ob tem delu, da so se kar zatopili noter in razživeli, tako da so eden z drugim zgleda rasli in uživali. Ja, kocke je začel ustvarjati že v šoli, takrat, ko mu je profesor arhitekt Janez Suhadolc prinesel kocko in to iz nerjavečega jekla za prevrtati, iz vseh stranic. No, za neko potrebo, za nek namen sem si jaz zamislil 3-krat prevrtano kocko. To je se izkazalo kar zahteven postopek, kocka naj bi bila iz jekla. No in nekdo mi je, jaz se tega ne spominjam več, omenil Janeza Groma, ki je bil takrat profesor na kovinski šoli takratnega Litostroja. No, izkazalo se je, da je to pravi človek in Janez Grom je naredil takrat, čeprav vem, okrog 20 takihle jeklenih kock. No, to je narejeno z neverjetno natančnostjo na strojih, kakršni so bili takrat na voljo za obdelavo kovin. No, Janez Grom si je to osnovno formo kocke nekako prisvojil in je potem s svojim znanjem in veščino naredil še ogromno variant na to temo. Namreč gre za spoj tehnične perfekcije z neko kreativnostjo, ki jo je Janez brez dvoma premogel. Sami izdelki Janeza Groma premorejo, lahko bi rekel, neko tehnično lepoto. Namreč cela vrsta izdelkov, ki je namenjena tehnični rabi, premore v sebi tudi neke vrste estetiko, neke vrste lepoto in ta vidik združevanja tehnike z estetiko je, torej, kot sem že omenil, Janez Grom do perfekcije izdelal.
je že v mladih letih precej risal. In to s svinčnikom mimogrede je narisal, ne vem, obraz ali karkoli. Ali je razmišljal, ko je kolesaril, ko je gobe nabiral ali pa borovnice je tudi rad nabiral, ne. Ali je razmišljal med tekom, tega ne morem reči. Sem ga pa opazila, da je med gledanjem televizije, pa naj si bo, ali je bila tekma, ali je bil film, je vzel papir v roke in mimogrede kocko skiciral. Starejši, ko je bil, bolj natančno, bolj fino je, ne znam se izraziti, ampak lepše stvari je delal. Ko se je upokojil, je pač našel prijatelja Čepona, ki ima orodjarno in tudi stroj, rezkalni stroj, mehanski, na katerem je to delal. Z mojim bivšim sodelavcem sta se srečevala na kolesarskih prireditvah. Janez je bil vnet kolesar med drugim tudi. In ga je povprašal, če bi v naši delavnici se našlo kakšno delo zanj. In tako je prišel in smo začeli sodelovati, ne. In to sodelovanje je bilo kar uspešno in dolgotrajno. Za izdelavo enega takega izdelka, treba je poudariti, na klasičnem stroju, ne, je treba biti izredno vztrajen, potrpežljiv in pa izredno skoncentriran, ne. Ker ko so te stične točke toliko že skoraj naničili, je lahko že najmanjša napaka izniči ves izdelek. In zato še enkrat poudarjam, izredno skoncentriran in pa vztrajen, ne. Njemu se je tudi včasih zgodilo, da je za trenutek recimo izgubil koncentracijo in mu je kos odnesli ven. In on ni nič okleval, on je vpil nov srod, začel naprej delati. Čeprav ga je tega že delal mogoče 8 ur. A veste, to je tista odlika, s katero se da doseči en tak izdelek, ne. Sicer, če bi takoj obupal, ne bi nikoli tega naredil, ne. Ta ti podarjam za trud. No, bil je človek, kot smo včasih rekli, neskončne natančnosti. To je on naredil na standardnih kovinsko-obdelovalnih strojih. Niso bili nič kaj izrednega, nič posebnega. Seveda, v zdajšnjih časih je na voljo kompjuterska tehnika in s temi mašinami je prav gotovo mogoče doseči verjetno še kakšno stopnjo večje natančnosti, kot je premogel Janez Grom. Ampak to je ves čar tega, izdelati to na klasičnem stroju. Na CNC stroju to ni noben problem izdelati. To lahko, na CNC stroju lahko to vsak povprečnež naredi. Začim, tukaj so pa to meje možnega. To je kot hoja po robu. En gib narobe, pa si čez. Ampak večkrat občudujemo izdelke iz preteklosti, tudi z vidika, češ, kako je bilo tako natančno mogoče s tistimi sredstvi to in to narediti. No in iskal naprej.
kaj bi se dalo, in tako je prišel do pleksija. Prozoren pleksij je bilo, zgleda, to za njega premalo. Je začel skupaj lepiti 3 sloje pleksija, tako da so nastale kar različnih barv kocke. Seveda tam s pleksijem so nedoumljive nitke, ki vežejo te površine skupaj, te vogale, bom rekla. Ampak njemu je to uspelo, ne vem kako. Je dostikrat te razstave, kjer je imel, sem mu bolj jaz pomagala, tako da do razstave prideti, ker se ni izpostavljal, ni bil hvalisal. Zelo odmevne v šoli je imel razstavo, v Cankarjevem domu v Ljubljani, v Postojni so imeli razstavo ti kovinarji, razstavo na Vrhniki in v Železankih leta 2004, tako da smo imeli na Stari Vrhniki leta 2008, ko je bil predstavljen kot mojster, eden od mojstrov na Stari Vrhniki, v sklopu kulturnega društva. Takrat je bila tudi predstavitev kocke, osnovo Stereoskopskega društva. Je pa pač to bila njegova zadnja predstavitev, ker 2009 je pa odšel. S tem, da pogrešam njegovo premišljenost, preudarnost, mirnost, pa tudi optimizem. Tako da tudi njegove kocke, ko vsaki vidim nekaj novega, sta dve popolnoma enaki, jo obrnem in vsaka ima nekaj svojega. Ne vem, od kje so mu te ideje padale.
Ja. Takole je razmišljal o svojih kockah avtor sam. Zadnjih 30 let se ukvarjam z izrezovanjem raznih oblik v kocki in pri tem delu ne vidim konca, ker se vedno na novo pojavljajo drugačne ideje. Prepričan sem, da v to smer še ni stopilo veliko ljudi ali pa tudi nobeden. Neprehojene poti pa nas neustavljivo vabijo. Kakor boste videli, se v navidez zaključenem telesu v kocki dogaja še marsikaj. Z ohranjanjem vogalnih točk sem želel unesti v notranjost telesa čim več življenja, pestrosti in igrivosti. Do skrajnosti želim izkoristiti možnosti, ki jih daje stroj, material, orodje in ustvarjalnost.